predstavljamo drugo številko letošnjega letnika revije Teater, ki se tematsko posveča teoriji novomedijskih umetnosti. Predstavljali nam ne bodo Ina Odvodnica revije in pa dva od avtorjev prispevkov, Aleš Vovadič in Navika Macon, ki je še na poti. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj in hvala, da ste prišli v lepem številu, kljub temu pravkom decembrskim pa vsem obveznostim. Zdaj, zadnja številka, druga številka tega letnika 2024. Mogoče povem za začetek še to zadevo, da je bila revija v vmesnem času, odkar smo se zadnjič videli, sprejeta v dveh novi znanstveni bazi podatkov. In sicer prva je Erich Plus, norveški indeks, za kar so bolj zaslužni prejšnji uredniki, zlasti dr. Troha. Druga baza, ki je mogoče bolj za promocijo, pa je EBSCO, kjer pač so bojo ti članki dostopni tudi na internetu, pa to bazo predvsej gledajo tudi na drugih kontinentih. Zdaj to upamo bo prispevali k neki vidnosti revije oziroma k temu, da bo bolj cenjena. Ta številka, ki je zdaj pred nami, ima prvi del zajema tematski blok, prispevki k teoriji novomedijske umetnosti. Mogoče se zdi komu malo nenavadno, da je zdaj revija za teorijo scenskih umetnosti, kot ima v podnaslovu, da ima zdaj kar naenkrat blok v zvezi z novomedijsko umetnostjo. Ampak pri tem sem nekako izhajala iz tega, da je polje scenskih oziroma uprizoritvenih umetnosti, katerikoli izraz si že izberemo. Treba razumeti širše, sem spadajo tudi različni konteksti, druge umetnostne prakse, nasploh mišljenje družbe, ki nas obdaja, filozofije in sem spadajo tudi tehnologije in tehnike in tako naprej, ki v temelju gradijo to vrstno novo medijsko umetnost. Druga zadeva je pa to, da gre za teorijo novomedijske umetnosti in da smo to nekako skušali zastaviti širše, se pravi se ne ukvarjati z nekimi specifičnimi, partikularnimi problemi, nekimi zadevami, parcialnostjo, ampak gledati na filozofske, družbene, umetnostne kontekste te umetnosti. Skratka, da bojo tudi bralci, ki se večinoma ukvarjajo z scenskimi umetnostmi imeli kaj od tega med drugim. Zdaj sam blok gradijo tri razprave plus daljši uvod. Mogoče bom šla kar po vrsti predstavitvi. V daljšem uvodu, ki sem ga napisala jaz, se sprašujem o tem, kako to, da ni nekega pretiranega navdušenja več, ko na slovenskem, ko beseda nanese na umetnost novih medijev oziroma na tehnologije nasploh. Celo zaznati je do neke mere odpor ali pa kritiko, ki gre lahko tudi v tej smeri, da se razume tehnologijo, da prispeva k krepitvi kolonialnih in izkoriščevalskih razmerij v družbi. Zdaj, odgovorov na to je lahko več, vsi so začasni. Eden od odgovorov, ki ga je podala Narvika Macon v svoji knjigi Umetnost pametnih strojev, je ta, da se na slovenskem teoretiki pogosto sklicujejo vsaj implicitno na Bourdieujevo relacijsko estetiko, v kateri Bourdieu bolj ceni tako imenovano sodobno umetnost oziroma jo definira na določen način in je contemporary art in je skeptičen do tiste, ki je podkovana oziroma pač za neko podlago tehnologije, češ da te v skladu z njegovim marksističnim stališčem
predstavljajo za družbo neko nevarnost. Potem so tudi drugi razlogi za to, recimo Janez Strehovec ugotavlja, da je na Slovenskem posebna duhovna podlaga, kjer je poseben pomen bil namenjen že v zgodovini nacionalni književnosti, slovenščini in jeziku kot konstitutivnima za obstoj nacije in sem nekaj tako v bistvu precej kozmopolitskega, kot so tehnologije, ne spada v prvi vrsti. Je tudi problem splošne institucionaliziranosti novomedijske umetnosti, ki je šibka v primerjavi z drugimi in tako naprej. To ste lahko zdaj sami prebrali. Sigurno pa je z samim mišljenjem o tehnologijah neka nevarnost, ki jo je prepoznal že Heidegger v 50. letih 20. stoletja, vendar je Heidegger ob tem menil, da kjer je nevarnost, tam je raste tudi rešilno. Pri tem navaju Hölderlinov vers. Skratka, ves čas in znova je treba premišljevati tudi o teh zadevah in to premišljevanje se lahko dogaja in se mora dogajati tudi po Heideggeru skozi umetnost. Naj ob tem še to omenim, da se pogosto tudi nasplošno zamenjuje zadevi v zvezi z odnosom do tehnologij te umetnosti, tehnološke in novomedijske v 80. in 90. letih 20. stoletja in danes, da takrat je v okviru kiberkulturne paradigme bil povzdignjen v nekem smislu kibernetični to se je slavilo, teme telesa in telesnosti pa so bile v ozadju. Medtem ko po letu 2000 se pa pojavlja precej razprav, ki tematizirajo, na kakšen način se rokujemo s tehnologijo, kakšni so ti afektivni učinki, čustveni učinki na uporabnika, kakšni so tudi politični in družbeni, politični v smislu nekega postpolitičnega razumevanja, se pravi ne več v smislu zgolj politike v smislu parlamenta in političnih strank, ampak tudi civilne družbe, drugih iniciativ in tako naprej. Prva resna razprava v bloku pa je razprava tukaj prisotnega Aleša Vavkotiča, ki bo sam bolje predstavil, o čem je pisal. Hvala, počakamo še, da pride druga avtorica. Ja, ni prva, ampak je prva od Janeza Strehovca. Ja, prva je od Janeza, to smo zdaj zamišljali. Druga. Mogoče. Ja, bom jaz zdaj govoril predvsem o tem tematskem bloku, ki ima naslov prispevki k teoriji novomedijske umetnosti. Jaz sem zelo vesel, da je Maja, ki je tudi bila povezana s tem projektom, s tem preiskovalnim projektom, tole uredila in tudi omogočila, bi rekel, predstavitev rezultatov. Gre za raziskovalni projekt, ki se je končal 1. novembra in sicer naslov je bil Trajnostna digitalna hramba slovenske novomedijske umetnosti. Gre za Paris projekt, 3-letni temeljni projekt na interdisciplinarnem področju. In projekt je izhajal iz v bistvu nekega splošnega uvida, da se celotna naša družba digitalizira in v bistvu tudi, kako človek dojema svet okrog sebe, prihaja skozi nek, v bistvu, doživlja neko spremembo. In zdaj, mi smo še v trenutku, ko se, recimo, upravni postopki dodatno digitalizirajo, recimo, poslovanja firm se digitalizirajo, recimo, en element poslovanja firm so digitalne identitete, ki so nekaj, kar nas zelo intimno zadevajo. Hkrati dokumenti se dematerializirajo, stopajo v oblak in tako naprej. Torej, mi smo znotraj, lahko rečemo temu, komunikacijske revolucije, informacijske revolucije, kakorkoli. In
Kar je pa velik problem, in to je pa Maja že omenila, je pa, da se spomin na ta prehod se pa izgublja. Zakaj? Zato, ker v bistvu izvorno digitalni kulturni artefakti pač izginjajo, se starajo zelo slabo zaradi formatov, zaradi v bistvu tudi, kot je bilo tudi že omenjeno, na nek način nezadostne institucionalne podpore. To ni omejeno na Slovenijo. Recimo, mislim, da lansko poletje je bilo v Parizu neka iniciativa za na kakšen način bi se lahko arhivi novomedijske umetnosti lahko povezovali in da bi se na nek način ohranjali. In dejstvo je, da to na svetovni ravni v bistvu so težave tukaj. In recimo je več aspektov teh težav. In ta projekt, trajnostna digitalna hramba slovenske novomedijske umetnosti, ima teh več gradnikov. Trajnostna hramba, to pomeni, da moraš zasnovati neke vrste podporo, v bistvu pozavestiti in omogočiti neko podporo. Najbolje bi bilo to narediti v okviru muzejev, in s tem namenom je tudi Moderna galerija vstopila v konzorcij teh projektnih partnerjev in tam se je znotraj Moderne galerije sta se realizirala dva pilotska projekta, in sicer odkup in ponovna predstavitev dveh novomedijskih del, in sicer Nacije kulture Vuka Čosića, ki je bila potem predstavljena in v bistvu ponovno vzpostavljena, zato ker v originalni obliki ni bilo mogoče, na nek drugačen način. S tem dobimo nek zelo kompleksen premislek, kakšna je identiteta nekega novomedijskega dela, nekega relacijskega dela, komunikacijske strukture, ki je vezana tudi na nek trenutek, zdaj ali jo je mogoče sploh ohraniti za del časa. Druga ponovna vzpostavitev projekta je bilo delo Sreča Dragana, umetnika, ki je tukaj navzoč, sem zelo vesel, da se prišel. V glavnem je pa to, da se je delo Matrice koincidenca Zmenkarski klub spet v bistvu tehnično zahtevno delo, zato ker je porabilo neke starejše oblike računalniškega videa, ki v bistvu jih je zelo težko ohraniti brez neke velike infrastrukture, kar bi bilo verjetno preko meja muzejskih zmožnosti. Torej, te dva projekta sta na nek način opisana z vidika, bi rekel, kako jih lahko razumemo v okvirih te novomedijske teorije, prispevke teorije novomedijske umetnosti v teh dveh člankih. V mojem članku pišem več o delu Vuka Čosića, piše več o delu Sreča Dragana. In to je en aspekt, seveda, kako mi sploh razumemo, kaj je tisto, kar hočemo ohranjati. V projektu je bil drug aspekt, je bil vezan na kako tehnično zapisati te zadeve. V bistvu dejstvo je, da danes smo v dobi, ko se Evropska komisija, potem slovenska država prek uredbe o odprti znanosti, novi ARIS razpisi, ki zahtevajo v bistvu sledenje načelom odprte znanosti in hkrati tudi v bistvu zahtevajo tako imenovan načrt ravnanja z raziskovanjem podatki. Gre za to, da se bo treba, ti boš imel raziskavo in potem boš vse rezultate raziskave, od člankov do podatkovnih zbirk, ki boš imel, do softvera in do vseh ostalih rezultatov raziskave, boš moral dati po načelih odprte znanosti. To je precej komplicirano in na tem projektu je seveda, in rečemo mogoče tudi malo na področju humanistike, so problem standardi. Zdaj, ta odprta znanost je seveda upošteva dejstvo, da se bojo v bistvu vednost, recimo v smislu grafa vednosti, knowledge graph, uporabljala strojno. Včasih imamo humanisti težave v bistvu s tem, da bomo mi našo vednost v bistvu zapisali v strojno brnljivi obliki in da bojo potem stroji ponovno uporabljali našo vednost na avtomatičen način. Kako to narediš? In kako smo mi to naredili tukaj? V bistvu še zaključujemo, sem konceptualno, imamo samo izvedbenem delu, imamo zasnovan, v bistvu na kakšen način zapisati v bistvu zapisati po nekih standardih ta umetniška dela v neki ontologiji, in sicer ontologiji koncilija, v bistvu sveta muzejev, in sicer
kaj je prednost tega? Ne? Dejstvo je, da ko imaš podatke napisane na ta način, ne, je možno tudi avtomatično sklepanje znotraj tega. Ne? Tako da smo posvetili dosti energije tudi temu, na kakšen način zapisati v bistvu v tem primeru meta podatke, ne, o teh posameznikih. Potem seveda pride še do stopnje v bistvu zapisa samih podatkov. Jasno, se pravi, projekt je bil na nek način začrtati, kako strateško zastaviti te rešitve in zdaj tukaj jaz samo opisujem, kaj so se pokazali kot stopnje, s katerimi se je treba seveda ukvarjati. Vrača se pa seveda tudi na to, kako posamezno delo ponovno aktualiziraš. Znotraj projekta je torej poleg Fakultete za računalništvo in informatiko literarnih ved, recimo umetnostne zgodovine, ne, kolegica Ester Poloni na Univerzi v Novi Gorici je v področju umetnostne zgodovine projekte, mislim, da je literarnih vedek in umetnostne zgodovini. Poleg tega računalništva, v bistvu pri načrtovanju uporabniških vmesnikov, bi pa omenil še en zelo pomemben element, ki je recimo zelo relevanten za muzeje. Ne? Recimo dejstvo je, da recimo muzejske zbirke je pri odkupu del treba prenesti materialne pravice na ustrezen način. Ne? To je, recimo, zdaj, če hočemo slediti načelom odprte znanosti, ne, je, če pogledamo recimo znanstveni, ta European era, ne, pa to je prostor, evropski raziskovalni prostor in potem še evropski oblak odprte znanosti, tako imenovan EOSC. Ne. Torej, v bistvu obstajajo neke platforme in pristopi, kjer v bistvu znanstveniki so pripravljeni deliti svoje raziskovalne podatke na način, ki jih naredi tudi ponovno uporabne in to ne samo tehnično, ampak tudi, da daš take licence gor, da to smeš narediti. Ne. Torej, znotraj projekta smo imeli seveda raziskovanje tega spravnega vidika, na kakšen način je možno in kako ustrezno prenesti materialne avtorske pravice in tako naprej. Zdaj, se pravi, razlika, ki jo omenjam tukaj, je to, da obstaja ta evropski oblak odprte znanosti in evropsko vozlišče dejansko obstaja in tam dobesedno profesori slovenskih univerz prek ARNES dostopa lahko dobivajo virtualne strežnike, tako imenovane kontejnerje za arhiviranje kod, interaktivne beležke, ki izvajajo kodo in tako naprej. Kar je v bistvu zelo fascinantno, stvar se je zgodila v bistvu zelo pred kratkim in tudi ta del testiramo, ker se mi zdi zelo pomembno. Zelo pomembno je tudi to, da se vzpostavlja evropski oblak za kulturno dediščino, ki je pač nekaj korakov za tem. In se pravi, tukaj so pa ravno te vprašanja avtorskih pravic v bistvu bolj zapletene in v bistvu se je treba z njimi seveda soočiti. Gre za nekaj zelo velik izziv. Se pravi, tukaj znotraj teh treh tekstov je v bistvu en majhen delček tega in sicer v bistvu, kaj je v bistvu zgolj tista vsebina, ki jo hočemo shraniti. Potem, jasno, morate omenjati dve, pilotna projekta. Zdaj, v mojem članku bi jaz omenil zelo na kratko, ga imate zdaj tukaj, ga lahko preberete. Zdaj, kaj umetnostni žanri, jaz to razumem, da pač imaš neko, rečemo, očitno nehomogeno polje novomedijske umetnosti. In zdaj, če jaz si sposoben napisati na to teorijo žanrov, potem znotraj tega polja pač enostavno lahko ločuješ stvari. Ločuješ jih v bistvu na nek racionalen način, na nek generičen način. Jaz to razumem v bistvu kot neko obliko opisa tega področja. In zdaj, kar je pa zelo zanimivo, po eni strani v redu, super, s tem lahko opišemo zadevo, lahko to razumemo. Zdaj, kar se je v tem članku tudi pokazali, recimo pregleda teh različnih pogledov na žanre v novih medijih, čeprav teh pogledov je seveda več, je pa to, da v bistvu tudi nova medijska literatura lahko osvetli neke tradicionalne, lahko rečemo bolj eksperimentalne, manj eksperimentalne pojave v literaturi na nek nov način. Dejstvo je, da jih lahko bolj razumemo literaturo, ki ni novomedijska na podlagi teh del. Jaz mogoče lahko omenim samo en moj primer iz moje pedagoške prakse na Univerzi v Novi Gorici. Namreč jaz sem učil kitajsko književnost, knjige kot so I Ching in tako naprej, kjer v bistvu moraš ti v bistvu uporabiti nek tekst, ti moraš zmanipulirati v bistvu prek permutacij določen tekst, to je ta knjiga Premen, kitajska, antična, da ti zgradiš svoj heksagram, da je potem najdeš svojo pot
dal skozi Ičing, to knjigo premen. To je dobesedno identična zadeva, kot v bistvu pri nekem hipertekstu, kjer v bistvu tekst uporabiš kot generator besedila. Tako da, malo daješ uvod, tako da si še narekel od tega. Mogoče pa prej obej se že skočila po vrstnem redu, kad so bile razprave objavljene, predam tebi besedo. V svoji razpravi se Janez Strehovec loteva širših družbenih filozofskih okvirov novomedijske umetnosti. Naj ob tem omenim predvsem njegovo periodizacijo te umetnosti, ki jo razdeli tako poskusno na 3 obdobja. V prvem obdobju, nekje do srede 90-ih let, poudarja, da se je ta umetnost veliko ukvarjala sama s sabo z tehnološkimi in medijskimi, se pravi inovacijami medija samega. Ter je bila opredeljena z navdušenjem nad novimi tehnologijami in tem, kaj vse zmorejo in kako bi jih zdaj raziskovali v samih sebi. Drugo obdobje nekje od, se pravi, od srede 90-ih do leta 2008. Zakaj 2008? Ker je bil takrat predstavljen in inauguriran Bitcoin. Pa meni, da je zaznamovano z vzponom kriptovalut, se pravi Bitcoina kot najbolj referenčne in z razmahom postpolitik, ki temeljijo na razširjenem konceptu političnega. V tretjem obdobju, od leta 2008 pa do sedaj, pa je v bistvu nekako obdobje antropocena, ga imenuje tudi kapitalocen. Obdobje, ki spodbuja umetnost k kritiki antropocentrizma in nagovarja k temu, da ni samo človek tisto, kar bi ta umetnost tematizirala, ampak je treba pogled usmeriti tudi na nečloveške akterje, se pravi na rastline, na živali, na stroje, na umetno inteligenco, ki je v zadnjem času po predstavitvi ChatGPT-ja pred 2 letoma zelo popularna tema. Se pravi, druga stvar, poleg teh nečloveških akterjev, pa je to, da se umetnost svoj pogled usmerja in je tudi prav, da ga na grožnje okoljske katastrofe. Najbolj, da to vse sami preberete. Jaz pa predajam zdaj besedo Narviki Bolcon, da kaj pove o svojem članku. Hvala. Moj članek se prav tako navezuje na ta projekt izgradnje nekega arhiva oziroma strukture arhiva, ki bi lahko nekako ohranil novomedijska dela. Novomedijsko delo je kompliciran sistem, sestavljen iz več prepletenih komponent in mnogi med njimi je zelo težko dokumentirati, pa tudi ohranjati in ponovno zagnati čez nekaj let. No, in ta sistem skušamo modelirati z različnimi pristopi, skozi lahko različne teorije in izhodiščna morda je res Leva Manoviča, ki poudari to definicijo, da umetnost novih medijev je narejena z računalnikom in tudi prikazana na računalniku, kar recimo danes, 2001, to je več kot 20 let kasneje, se je novomedijska umetnost tudi že nekako širše se jo razume in ta omejitev na prikazovanje na računalniku ni več vedno nujna. No, iz tega pa vseeno mislim, da tista novomedijska dela, ki temu ustrezajo, torej da se jih prek računalniških vmesnikov dojema, so posebej komplicirana prav za ta svoj obstoj, torej težje obstojna. Jaz sem si izbrala teorijo videoiger, ki jo je leta 2005, tudi že mnogo let nazaj, napisal Alexander Galloway.
Zanimiva se mi je zdela, zato ker pristopa z vidika umestnika, ki je v bistvu zgrajen iz 4 komponent, iz 4 tipov igrskih akcij, pri čemer 2 komponenti vodi človek, drugi 2 pa stroj. In če to zdaj še na prečno ponovno prerežemo na polovico, 2 komponenti sta diegetske narave in 2 ne nosita diegetskih sporočil. No, in to je en zelo kompliciran sistem, ki pa dejansko teoretski model, ki omogoča opis teh dejanskih sistemov novomedijskih del na zelo podroben način. Če vzamemo ta model, pa poskušamo identificirati te posamezne momente igrske akcije, kot jih on imenuje, ni nujno, da gre za igro, vendar vemo, da interakcija v novomedijskih delih je na nek način sorodna igri, sploh tudi v primeru, ko igro razumemo širše v smislu različnih družbenih praks. Jaz sem potem kot primer vzela dela celoten opus skoraj da in iz njega izbrala nekaj del Sreča Dragana, zato da sem preskusila Gallowayjev model in ugotovila, koliko je uporaben, tudi toliko let kasneje, ko ga je on napisal. Pisal je to svojo teorijo takrat, ko smo se vsi spraševali, ali so videoigre umetnost ali ne. No, zdaj pa trdim, da je ta model recimo bolj univerzalen in da v resnici uporaben tudi za sodobne umestnike. Torej ni omejen na videoigro kot nekaj, kar ni prvoosebno strelsko igro, ki jo igramo na zaslonu računalniškem, ampak je omejen tudi na sodobne umestnike mešane resničnosti. To pokažem na različnih delih Sreča Dragana, ki v resnici uporablja zelo različne umestnike, od tudi možganskega umestnika, torej ta brain-computer interface v recimo enem zadnjih del iz leta 1923, pa umestnik povečane resničnosti, torej HoloLens, in tudi številne druge. In ob vseh teh delih, tudi tistih zgodnejših, recimo v resnici iz konca 90-ih nekatera dela tudi obravnavam, pokažem v članku na povezavo torej tega pristopa umestniškega, ki medira neke umetnostne teme, ki so tudi starejše, ki jih tudi poznamo recimo iz renesanse. No, nazadnje skušam odgovoriti na to Gallowayjevo dilemo, ali je mogoče, da umetniki ustvarjajo nove igrske akcije, torej umetniške igrske akcije, ne samo, da uporabljajo videoigre in jih modificirajo na nekih obstoječih sistemih. In prav na primeru del Sreča Dragana pokažem, da on ustvari nek poseben tip igrske akcije, ki je zelo prepoznaven za njegove projekte, ki delujejo kot happeningi. Uporabnik oziroma človek, udeleženec, se skozi uporabo tega umestnika, skozi to akcijo, ki poteka na diegetski, nediegetski ravni, v dialogu s strojem in tudi v dialogu uporabnika samega sabo, v resnici spremeni. No in za različne projekte nekako to pokažem skozi analizo pač toliko. Hvala lepa. Naj predstavim še preostali del revije. To sta esej o komičnem gledališču za otroke in mladino, ki sta ga napisala skupaj Martina Peštaj in Benjamin Zajc, in pregleda, katere prvine naj bi v gledališču za otroke in za mladino upoštevali režiserji, gledališki ustvarjalci in kaj je v določenem obdobju pač teh otrok za njih pomembno in kaj zmorejo gledati, poslušati. Potem objavljamo še 5 recenzij knjižnih izdaj.
To sta od Tomaža Toporišiča monografija Dramske pisave stoletja, od Ivana Cankarja do Simone Semenič in naprej, ki jo je napisala Tajda Lipicer. Jakob Ribič je napisal natančno analizo monografije Barbare Orub z naslovom monografije Prekinitve s tradicijo v slovenskih uprizoritvenih umetnostih med letoma 1966 in 2006. Nik Žnidaršič je napisal nekoliko polemično recenzijo o stanju vzhodnoevropske režije, in sicer zbornika Kaline Stefanove in Marvina Carlsona 20 Groundbreaking Directors of Eastern Europe. Karlo Pavlović je napisal recenzijo knjige Gregorja Modra v Antigoni, vendar Antigoni v smislu Hegelove politične filozofije, velike teh tematik v tej knjigi, in Tomaž Krpič recenzijo take v bistvu knjige umetnika T.J. Bacona An Introduction to the Phenomenology of Performance Art. Tako, zdaj zadeva je pred vami, pa vabim vas tudi k samemu branju in hvala lepa, da ste se udeležili.